Iz teme se pojavljajo spektralni prsti neznanega, čudnega in nenavadnega. Ti priveski nimajo drugega namena, kot da nas vabijo v grozečo brezno, ki nas prisili, da se vdamo strašljivim odmevom skrivnosti, ki nikoli ne bodo razrešene. Številka 20. V Britanskem muzeju živi neverjeten, skrivnosten, starodavni artefakt. Ta je zdaj postal ključ za odklepanje izjemno občutljive nove tehnologije, ki bi lahko pomagala pri diagnosticiranju človeških bolezni in celo zaznavanju bioloških nevarnosti na varnostnih kontrolnih točkah. Vse te lastnosti zvenijo preveč specifično in čarobno, da bi bile resnične, a so prav to značilnosti, ki jih revija Smithsonian opisuje zapisano skrivnost, ki je rimski likurgov kelih. Na prvi pogled izgleda kot vsak drug okrašen stekleni kelih, še eno rimsko mojstrovino steklarstva, ki prikazuje še en legendarni prizor. V tem primeru nežno-vektorni detajli pripovedujejo zgodbo o kralju Likurgu ali Likurgu, kot bi nekateri rekli, iz Trakije, ki se zdi ujet v neusmiljene vinske trte. Ob odkritju tega keliha so arheologi takoj odkrili skrivnost v njem, skrivnost, ki je postala očitna v trenutku. Sprva se kelih zdi žadasto zelen, še posebej, ko je osvetljen od spredaj. Toda, ko ga osvetlimo od zadaj, se zgodi nekaj res nenavadnega. Barva se spremeni kot po čudežu, postane škrlatno rdeča, barva opozorila, odtenek tekočine, ki nas ohranja pri življenju. Prav ta zelo zagonetna uganka je znanstvenike zmedla desetletja. Sčasoma, po številnih raziskavah, je bil Likurgov kelih leta 1950 predan Britanskemu muzeju, vendar njegova zgodba še ni bila končana. Kelih je ostal predmet analiz in raziskav naslednjih 40 let, saj so strokovnjaki iskali verjetno razlago, zakaj se njegova barva spreminja na tak način. Odgovor na to bi prišel do leta 1990. Raziskovalcem iz Anglije je uspelo dobiti drobce zlomljenih delcev, ki so jih preučevali pod mikroskopom, pri tem pa so odkrili nekaj resnično izjemnega in morda celo nekoliko strašljivega. Rimski obrtniki so bili pionirji nanotehnologije. Izkazalo se je, da so izdelovalci te čaše steklo prepojili z drobnimi delci srebra in zlata, zmletimi na velikost do 50 nanometrov v premeru. To je manj kot tisočinka velikosti zrna soli. Mešanica je bila natančna in namerna, kar nakazuje, da so Rimljani točno vedeli, kaj počnejo. Zdi se, da so bile starodavne civilizacije tudi tokrat korak pred nami, kot so bile vedno. Izumili so nanotehnologijo več kot 1000 let, preden je sodobna znanost sploh pomislila na ta koncept. Številka 19. 11. marca 2011 so prebivalci japonskega jarka doživeli neprijetno prebujenje. Potres z grozljivo magnitudo 9,1 je stresel severovzhodno obalo Honšuja in sprožil ogromen cunami, ki je na obalo prispel v samo 30 minutah, podrl morsko obzidje in v naslednjih dneh onesposobil 3 jedrske reaktorje. Dogodek je postal znan kot potres in cunami Tohoku leta 2011. To je bila katastrofa, ki je porušila hiše, uničila zemljo, onesposobila oskrbo z elektriko in zahtevala na tisoče življenj. Zabeleženih je bilo 15.899 smrtnih žrtev, 2526 ljudi je bilo pogrešanih in več kot 6000 ranjenih. 123.000 hiš se je porušilo, še milijon pa jih je bilo poškodovanih. Tsunami, ki je segel 12 čevljev v višino in drvel s hitrostjo 500 milj na uro, je bil odgovoren za večino škode. Tisti, ki so preživeli to grozljivo nesrečo, so ostali brez domov, hrane in z grozljivimi prizori, ki jim bodo zavedno ostali v spominu. V prizorih tega izjemno travmatičnega dogodka, statistiki in škodi ostaja skrivnost, ki kljubuje razlagi. To je bila skrivnost vala domnevnih prikazni in nepojasnjenih sreča, ki naj bi se začela po uničenju cunamija. Prav ko se je življenje na obali začelo vračati v normalne tirnice, so se začela nenavadna opažanja. Taksisti na najbolj prizadetih območjih, kot sta Sendai ali Ichinomaki, so poročali o nekaterih vznemirjajočih zgodbah. Več voznikov je trdilo, da so pobrali potnike, ki so skrivnostno izginili sredi vožnje, še preden so dosegli svoj cilj. Pogosto so potniki navedli naslove, ki v soseskah, ki jih je cunami uničil, niso več obstajali.
Po tsunamiju so taksisti poročali o srhljivo hladnih zadnjih sedežih in zmedenih pogovorih s temi duhovi potniki. Pogosto pa so vožnjo zaključili, tudi ko so potniki izginili. Drugi prebivalci so videli postave, premočene od tsunamija, predmete, ki so se nepojasnjeno premikali, in elektroniko, ki se je obnašala nenavadno. Kljub skeptičnim trditvam o PTSD so prebivalci vztrajali pri svojih zgodbah, kar je pustilo prepričljivo in strašljivo skrivnost. Številka 18. Palmira, starodavno mesto palm v sirijski puščavi, je bilo pomembno trgovsko in kulturno središče ter oaza na svinjnih poteh med Azijo in Evropo. Svojo edinstveno lokalno kulturo, vključeno v rimski imperij, je kasneje pridobila neodvisnost pod kraljico Zenobijo in oblikovala Palmirsko cesarstvo z aneksijo delov vzhodnega rimskega imperija. Arhitektura mesta je odražala preplet mezopotamske, semitske, levantinske, perzijske in islamske dediščine. Kljub obsežnim zapisom sta zgodovinarje dolgo časa begali dve vprašanji. Kako je 100 000 ljudi preživelo v puščavi in zakaj je bilo mesto tam sploh zgrajeno? Norveški in sirski raziskovalci so te skrivnosti razrešili sredi 2000 let. Ugotovili so, da je bila suha stepa nekoč zelena, podprta z vodnimi rezervoarji v Palmiri in okoliških kmetijskih vaseh. Te skupnosti so zbirale letne padavine v višini približno 6 palcev preko kanalov za namakanje kmetijskih zemljišč, kar je zagotavljalo stabilno oskrbo s hrano. Lega mesta je bila strateška, ne naključna. Ponujala je alternativo rečnim potem, ki so jih nadzorovala kraljestva z visokimi davki. Perzijci ali Parti so prevladovali na vzhodu, Rimljani pa na zahodu. Popotniki, ki so se želeli izogniti tem pretiranim rečnim davkom, so prečkali puščavo. Ko so opazili ta trend, so strateško usmerjeni posamezniki ustanovili Palmira kot trgovsko središče brez davkov in počivališče, kar je pomembno prispevalo k starodavni blaginji. Rešitev teh skrivnosti naredi Palmira, citiram, za prozoren kos zgodovine. Številka 17. Srhljiv in skrivnostni dogodki niso omejeni le na cerkve, nebo ali sence sosesk. Ti strašljivi dogodki se lahko zgodijo kjerkoli in vsakdo je lahko priča njihovemu razpletanju. Najmanj pričakovano mesto za nerazložljiv dogodek pa bi bil vesoljski center. Da bi bil temu priča še uradni uslužbenec, pa presega meje verjetnosti. Pa vendar se je leta 1986 zgodilo prav to. Bil je vetroven večer v Houstonu v Teksasu, tema pa se je spuščala nad nasenim vesoljskim centrom Johnson. Delo za tisti večer je zaključil naslov arhivar Frank Shaw, ki je pravkar končal svojo izmeno in se odpravljal proti svojemu avtomobilu na parkirišču. V pisarni je bil precej neizstopajoč dan. Za Shawja pa se je dan kmalu postal veliko bolj zanimiv, vendar ne na način, kot bi pričakoval, saj se je arhivar ustavil, ko je ob robu svojega vidnega polja opazil nekaj, kar se je premaknilo. Dvignil je glavo in poravnal pogled z vrhom ogromne stavbe Johnsonovega vesoljskega centra. Škilil je proti nečemu, kar mu je povzročilo mravljince po hrbtenici in si zaželel, da bi se hitreje usedel v avto. Na samem vrhu je bil prizor, ki je vzbujal le strah. To je bilo še nikoli prej videno bitje, veliko in črno kot noč. Imelo je ogromna netopirjeva krila, podobna gargojli. Zamrznjen od panike je Shaw lahko le strmel vanj. Bilo je, kot da so se vse nočne more pojavile prav pred njegovimi očmi in strah, ki jih je spremljal, je preplavil njegovo telo. Biggie je očitno opazilo Shawja in njegove prodorne oči so se srečale z njegovimi. Arhivar je kasneje trdil, da je imel občutek, kot da je kamniti zmaj užival v paniki, ki jo je povzročil. Bidje je nato razprlo svoja krila in oddalo prasketajoč zvok, ko je poletelo v noč. Minilo je še nekaj minut, preden se je moški dovolj pomiril, da se je lahko premaknil. Vstopil je v svoj avto, tresoč se je začel pot domov. Doma je družina čakala na njegov prihod. Bil je poznejši kot običajno, kar je v njih vzbudilo skrb. Ko je Shaw prispel domov, so takoj ugotovili, da je nekaj narobe. Shaw je bil bled in brez sape, kmalu pa je začel pripovedovati najbolj noro zgodbo, kar so jih kdaj slišali. Seveda mu družina ni verjela in so mislili, da je verjetno narobe razumel, kar je videl. Skupaj so se odločili, da o videnju ne sme povedati nikomur in Shaw je držal besedo, medtem ko je poskušal izbrisati tisto noč iz svojega spomina. Mučila ga je misel na to pošastno bitje, zato zaupal prijatelju, ki je bil hkrati tudi njegov nadzornik.
Pričakoval je, da ga bodo takoj odpustili, vendar je bil Shaw prijetno presenečen nad odzivom. Nadzornik mu je povedal, da ni prvi, ki je opazil gargojla. Domnevno je bila dosje že odprta po prejšnjem opažanju in nepojasnjenih smrtih 2 stražarjev v vesoljskem centru. Shaw je začutil olajšanje, vendar pa dejstvo, da ni nor ali si ni bitja zgolj predstavljal, odpira vrsto novih vprašanj in večja tveganja. Kaj so on in drugi očividci videli v Houstonu? Številka 16. V nekanoničnih knjigah prva in druga Makabejcev izvemo o makabejskem uporu, pomembnem dogodku, ki je v svetopisemskem kontekstu podrobno opisan glede starodavnega Jeruzalema v helenističnem obdobju. V prvi knjigi Makabejcev, v prvem poglavju, v 33. vrstici, najdemo odlomek. Nato so utrdili Davidovo mesto z velikim močnim obzidjem in močnimi stolpi in postalo je njihova trdnjava. Zgodovinarji, ki so podrobno preučevali različne vidike svetopisemskih dogodkov, so začeli verjeti, da se odlomek nanaša na gradnjo in vzpostavitev Akre. Prav ta utrdba, simbol tujega zatiranja, je postala osrednja točka spora med uporom, kjer je judovski upor stalo nasproti seleukidski oblasti in helenističnemu vplivu. Upor so vodili Juda Makabejec in njegovi bratje, ki so si želeli ponovno pridobiti versko svobodo. Prisotnost Akre je bila opomnik na tujo prevlado in versko preganjanje, njeno uničenje pa je pomenilo ključen trenutek pri obnovi judovske avtonomije. Akra, kar pomeni trdnjava, jo je ustanovil grški vladar Antioh Epifan, vladar Seleukidskega cesarstva, preden jo je zavzel Juda in jo nato uničil. Prav ta dogodek in zmaga sta v središču judovskega praznika, znanega kot Hanuka, ki obeležuje ponovno posvetitev drugega templja. Zgodovinarji in razlagalci so, tako kot za mnoga druga mesta in kraje omenjene v Svetem pismu, verjeli, da je Akra res obstajala in leži v ruševinah na neznanem kraju, verjetno prekrita s sodobnimi tlaki. Ker je bila natančna lokacija Akre predmet razprav med učenjaki in arheologi, se je začelo iskanje legendarne trdnjave in v Jeruzalemu so potekala različna izkopavanja v upanju, da se bo pojavilo kakšno dokazilo. Dolgo časa so menili, da se je ta pozabljeni del zgodovine nahajal v jugovzhodnem delu mesta, blizu Tempeljske gore. Deli utrjenih zidov, lončenina in drugi artefakti so na to nakazovali, vendar pa izkopavanje za izkopavanjem ni prineslo ruševin, ki bi to potrdile. Skrivnost lokacije Akre je mučila zgodovinarje več kot stoletje, pri čemer je vsaka neuspešna odprava zmanjšala upanje, da jo bodo kdaj našli, in jih prisilila, da so se začeli spraševati. 2 vira, ki govorita o Akri, knjiga Makabejcev in zapisi Jožefa Flavija, sta nakazovala pravilen položaj trdnjave, saj sta nakazovala, da je bila znotraj meja Davidovega mesta. Izkazalo se je, da niso bili natančni. Nepričakovano so izraelski arheologi, potem ko so že opustili vse upanje, da bodo kdaj našli Akro, novembra 2015 končno dosegli preboj. Izraelska uprava za starine v Jeruzalemu od leta 2005 izkopava parkirišče Givati. In v naslednjih letih so številni namigi začeli kazati povsem drugačno sliko o tem, kje je bila utrdba postavljena. Desetletje po začetku izkopavanj, leta 2015, so odkrili Akro, ki se nahaja zunaj mestnega obzidja na hribu, na strateški lokaciji, ki ji omogoča razgled na poseljeno dolino spodaj. Njena postavitev bi omogočala nadzor nad vsem prometom do templja na Tempeljskem griču. Ruševine so bile skozi čas večkrat premazane z ometom in so ponovno prišle na dan šele po 10 letih natančnega praskanja, pometanja in odstranjevanja plasti, ki so se skozi generacije nalagale nanje. Pod nanosi iz preteklih obdobij so ležali ostanki utrjenega stolpa, mogočen zid in strm obrambni nasip. Ko so potrdili svoje odkritje, so arheologi našli kovance, vrče vina, dele orožja ter iste kamne za baliste in puščične osti, ki so jih pred leti izstrelili Hazmonejci v svojem poskusu osvojitve Akre. Številka 15. Govorice o čudežih pogosto pustijo mnoge v dvomih, ali gre res za sveti dogodek, prevaro ali pa za pojav množične histerije. Ko gre za videnja Matere Marije in njeno domnevno božansko sporočilo, ki občasno pridejo v novice, se ne moremo izogniti enakim vprašanjem. Tako je bilo tudi v še enem čudežnem primeru, ki se je začel 12. januarja 1973.
Sestra Agnes Katsuko Sasagawa, japonska nuna, ki je bila gluha, je bila prva, ki je doživela nenavadna videnja nerazložljive narave. Tistega dne je videla bleščeč žarek svetlobe, ki je prihajal iz tabernakija, okrašene zaklenjene skrinje, ki pomeni božjo navzočnost med ljudmi. Bilo je skrivnostno in je sestro Agnes zagotovo pustila v šoku. Sčasoma je misel na to izginila iz njenega uma. Toda 2 dni kasneje se je skrivnostna svetloba ponovno pojavila in napovedala začetek niza nenavadnih pojavov, ki jih bo še doživela. 28. junija je bila nuna nenadoma izpostavljena domnevnim stigmatom, ranam, ki se naključno pojavijo na koži osebe, pogosto v povezavi s križanjem. Rana se je pojavila na njeni levi roki in je imela obliko križa. Roka sestre Agnes je ostala rdeče obarvana in je utripala v bolečinah. Ko so to priznali, se je bližnja lesena skulptura Marije zasvetila. Dnevi so minevali brez novega incidenta, vse do začetka julija, ko se je bitje končno odločilo, da jo nagovori z besedami. Med molitvijo v kapeli je kip blažene device Marije, izklesan iz enega samega kosa lesa drevesa Katsuja, postal posrednik sporočila. Iz njega se je zaslišal glas, ki ga je sestra Agnes čudežno lahko slišala. Glas je trdil, da bo njena gluhost kmalu uzdravljena. Prav tako ji je bilo naročeno, naj moli v zadoščenje za grehe ljudi in svoji predstojnici poroča o vsem, kar je doživela. Iz tega dne so druge sestre iz cerkve opazile, da iz kipove roke kaplja rdeča tekočina. 4-krat se je ta pojav ponovil, kar je v cerkvi povzročilo val strahu in hkrati tudi radovednosti. Domnevno je rana, ki je poškodovala roko kipa, tam ostala več mesecev, preden je skrivnostno izginila 29. septembra. Sestre so nato opazile, da se je na vratu in čelu device Marije začel nabirati znoj. Nekaj dni zatem je sestra Agnes prejela drugo sporočilo. Tokrat je glas pojasnil, da jeza, ki raste v Gospodu, nakazuje, da bo vsemu človeštvu naložena velika kazen. Spet je bila nuna napotena, naj svoji predstojnici poroča o tem, kar je bilo povedano. 13. oktobra je sestra Agnes prejela svoje 3. in zadnje sporočilo od prikazanja, ki je bilo poimenovano Naša gospa iz Akite. Glas je začel s tem, da bo sporočilo posredovano njeni predstojnici. Domnevno je pojasnila, da se ljudje ne kesajo in se tudi ne izboljšujejo, zaradi tega pa bo Oče človeštvu naložil veliko kazen. Predovnica je trdila, da ji je glas povedal, da bo demon požel veliko duš in da za porast grehov ne bo odpuščanja. Besede, ki so jih prenesli ostalim sestram in njihovi predstojnici, so vzbudile strah. Bilo je grozeče, še bolj pretresljivo pa je bilo domnevno telesna tekočina, ki naj bi naslednjih 6 let tekla iz oči kipa, preden je nenadoma prenehala. Sprožena je bila preiskava tega dogodka. Japonska katoliška cerkev pa ga je priznala kot pristnega. Brdželi so, da gre za sveti dogodek, vendar znanstvena skupnost tega ni mogla razumeti. Kaj se je tukaj v resnici zgodilo? Je bila vse skupaj prevara, kot se je izkazalo za mnoge druge? Ali pa je bilo tukaj prisotno nekaj bolj zloveščega in grozečega? Številka 14. Na območju današnjega Illinois je stala Cahokia, starodavnega mesta, znanega po svoji edinstveni kulturi in ogromnih zemeljskih nasipih, ki so jih uporabljali za domove, pokopališča in obrede. Približno 120 nasipov se je razprostiralo na območju 15 kvadratnih kilometrov in podpiralo živahno skupnost kmetov, obrtnikov in astronomov. Cahokia se je začela leta 700 Nationšteda, do leta 1050 Nationšteda pa se je razširila v metropolo, večjo od Londona ali Pariza. Toda že 200 let kasneje je celotna civilizacija nepojasnjeno izginila in za seboj pustila le zemeljske nasipe. Stoletja je bila usoda ljudstva Cahokija. Skrivnost teorije pa so bile omejene na politične ali okoljske katastrofe brez konkretnih dokazov. V zgodnjih 2020-ih so skrivnost razrešili z raziskovanjem jezera Horseshoe blizu središča mesta, ključne značilnosti, ki so jo strokovnjaki prej spregledali. Poglabljanje jezera v iskanju dokazov o človeški dejavnosti je razkrilo, da je območje Cahokija redno poplavljalo že pred ustanovitvijo, grožnja, ki je začasno popustila in mestu omogočila razcvet. Nepričakovano se je okoli leta 1200 našega štetja močno poplavljanje vrnilo.
Jedra sedimenta so razkrila debelo plast mulja zaradi poplave, ki je bila tako huda, da je uničila pridelke in domove, ter prisilila najmanj 15,000 ljudi k evakuaciji. Čeprav zlom ni bil takojšen, so stalne poplave in težave povzročile počasen zaton civilizacije. Preostali ljudje pa so se vključili v druge skupnosti, dokler Cahokija ni izginila iz zgodovinskih zapisov. Številka 13. Suehiro Kiyuchi je živel zanimivo življenje. Bil je pisatelj in lovec na komete, ki je v svojem življenju odkril 4 komete. Eden od teh kometov je bil celo poimenovan po njem. Iskanje teh nebesnih teles ni enostavno, saj oddajajo manj svetlobe kot zvezde. Kiyuchi je bil zato veljal za odličnega lovca na kozmične snežne kepe. A obstaja še nekaj bolj izjemnega, kar je tega posameznika naredilo zloglasnega. Skrivnost, tako nenavadna, da so znanstveniki še vedno zmedeni zaradi njegove zgodbe. Njegova zgodba se je začela leta 1977, ko je imel 22 let in je delal v japonskih zračnih samoobrambnih silah. Kot letalski dispečer je nadzoroval upravljanje letalskih operacij, posebej za letalsko bazo Hyakuchuri v Omiyami Ibaraki. Nekega večera, medtem ko je bil na delu, je Kiyuchi preplavila močna bolečina, ki se je širila iz trebuha. Njegovi sodelavci so bili hitro obveščeni in odpeljali so ga v bolnišnico. V bolnišnici so Kiyuchiju diagnosticirali zaporo 12-nika. To stanje je lahko usodno, čemur se mladenič ne bi mogel izogniti. Po več minutah poskusov oživljanja so ga razglasili za mrtvega. In to je bilo to. Zdravniki so slekli delovna oblačila in začeli pripravljati truplo. 30 minut kasneje so se bolnišnično osebje že vrnili k svojim običajnim opravilom. Potem se je zgodilo nekaj resnično nepojasnljivega. Kiyuchi se je zbudil. Oživel je, kot da bi bil v globokem spancu, a ni bil. Ob njegovi smrti je bilo prisotnih več zdravnikov, njihovi poskusi oživljanja pa so bili zaman. Čeprav bi mnogi pričakovali, da bi Kiyuchi, ker je bil tako dolgo odsoten, imel določeno stopnjo možganske poškodbe ali druge zdravstvene težave, je bil popolnoma v redu, razen tega, da je imel precej nenavadno izkušnjo med svojim skoraj večnim počitkom. Ko je prispel v popolno temo, je Kiyuchi v daljavi opazil luč. Ta luč se je izkazala za tunel, ki ga je Kiyuchi nepojasnjeno privlačil. Ko je vstopil, je bil prenesen v nov prizor, poln cvetja in bujnega cvetočega travnika. Najbolj neverjetno je, da je Kiyuchi trdil, da je popolnoma čutil svoje telo. Hodil je bos in je lahko čutil zemljo ter travo pod svojimi stopali. Kmalu je odkril reko s čolnom, ki se je zibal v njej. Splezal je na čoln in z rokami veslal, kar je bila naporna dejavnost, zaradi katere se je počutil izčrpanega, ko je prispel na drugo stran. Ko je prispel na obalo, je Kiyuchi spoznal, da ni sam. Že se mu je približalo 5 neznancev. Eden izmed njih ga je vprašal, zakaj je tam. Moški je bil preveč osuplo, da bi spregovoril, in niti sam ni poznal odgovora. Ženska iz skupine ga je vodila do gore in tam je ugotovil, kdo so ti neznanci. Bili so njegov pokojni bratranec in stari starši. Po tem razkritju je Kiyuchi na gori srečal obraz, ki mu je povedal nekaj, česar se ni mogel spomniti. Nekaj trenutkov kasneje se je Kiyuchi zbudil v bolnišnici. Domnevno je lahko začutil, da sta se njegov dih in srčni utrip ustavila, vendar še ni bil nazaj v svojem fizičnem telesu. Njegova družina, ki ga je obkrožala s solzami na licih, ni slišala niti besede, ki jo je izrekel. Kiyuchi je celo sledil svoji materi iz sobe in slišal, kako je govorila s svojimi sestrami, ter jim povedala, da je umrl. Ko je Kiyuchi ponovno oživel in je družina ostala osupla, se je lahko spomnil pogovora, ki ga je slišal med svojo materjo in obema sestrama. Vsi so bili osupli na to izjavo. Potem je Kiyuchi začel obujati spomine na druge dogodke, ki jih je doživel. Med eno izmed izkušenj je potoval tisoče let nazaj v čas velikega potopa. Ugotovil je, da je voda prihajala iz kometa, ki je priletel preblizu Zemlji. Gravitacijska sila je potegnila led z kometa v Zemljino atmosfero, kar je povzročilo ogromen naliv, ki je v trenutku dvignil morsko gladino za 2000 metrov. Domnevno je Kiyuchi doživel nastanek vesolja. Trdil je, da se je vrnil v preteklost do samega začetka. To je bila izkušnja, ki ga je prisilila, da je premislil o svojem prepričanju o velikem poku in namesto tega nakazala prisotnost večjega univerzalnega uma, kjer je vesolje ena velika zavest.
Mladi mož je prav tako lahko napovedal nekatere vidike prihodnosti in trdil, da bo človeštvo v 80 letih odkrilo dokaze o napredni civilizaciji iz antičnega sveta. Med letoma 2024 in 2027 bodo v Južni Ameriki našli orjaške okostnjake. Vsi ti dogodki so se zgodili v 30 do 40 minutah, kar je Kučiju in svetu pustilo veliko neodgovorjenih vprašanj. Zdravniki in znanstveniki so bili osupli nad njegovim oživitvijo in nenavadnimi zgodbami, s katerimi se je vrnil. Številka 12. V visokem atlasu v Maroku leži vas Oran, ki združuje naravno lepoto in bogato zgodovino, prežeto s kulturno dediščino. Gor, slikovite in mirne, so lahko tudi sovražne in nevarne, a prav to okolje je že stoletja dom Berberov. Imenujejo jih Irein Djerein, kar pomeni gore gora. Primerno ime za mogočno naravno tvorbo, ki se razteza na tisoče kilometrov in se konča v neprebojni pregradi, kot jo vidimo danes. A niso gore tiste, ki so arheološko skupnost vznemirjale več kot 130 let? To je zbirka kamnov neznanega izvora, ki sestavlja prav tisti kup, na katerem je zgrajena vas Arue. 13.000 čevljev nad morsko gladino mesto nevarno visi na vrhu ogromnega kupa, uravnoteženo na robu strmih prepadov, izzivajoč usodo, saj leži na glavni tektonski prelomnici. Desetletja so strokovnjaki občudovali ta veliki kup kamenja in jih je begalo, kako se je tam sploh nabral. Namesto odgovorov so ponujali le teorije, kot je na primer ideja, da jih je tja odložilo premikanje ledenika. Vendar pa je leta 2014 skupina znanstvenikov končno razvozlala skrivnost in pripisala kopičenje kamnov seizmični aktivnosti, ki se je zgodila pred približno 4500 leti. S pomočjo datirnih tehnik in analiz se je izkazalo, da je bila ta teorija delno pravilna. Prisoten je bil morda ledenik, ki je erodiral steno pečine in jo naredil ranljivo za zrušitev. 7000 let kasneje, zdaj nestabilno in dovzetno za zrušitev, so raziskovalci odkrili, da je potres stresel gore in sprožil ogromen skalni plaz. Ruševine so se zvalile do vznožja gore, se nalagale ena na drugo in oblikovale svoj lasten kup. Bližnji glavni tektonski prelom je tej zamisli dodal še dodatne dokaze. Geomorfolog Philip Hughes in njegovi sodelavci so združili moči, da bi rešili dolgoletno skrivnost. Z datiranjem tamkajšnjih kamnin so odkrili izotop berili 10, ki nastane, ko kozmični žarki zadenejo kremen v površinskih kamninah. Raven tega izotopa lahko določi, kdaj so bile kamnine izpostavljene zraku, kar na koncu razkrije, kdaj je nastala ta usedlina. Določitev njihove starosti je raziskovalcem omogočila, da so sledili zapisom in prepoznali naravne nesreče, kar je vodilo do odkritja potresa, ki se je zgodil pred 4500 leti. Uničujoč plaz in nič več skrivnosten kup kamenja sta ponudila popolno mesto za gradnjo vasi. Čoda poleg tega nekdanjega skrivnostnega elementa obstaja na Araratu še več skrivnosti, saj je bilo med tistimi, ki so ga obiskali, zabeleženih več skrivnostnih bolezni. Nekateri celo pravijo, da je dežela prekleta. Številka 11. Kaj je v resnici strmoglavilo v Virginiji, v Braziliji? To je vprašanje, ki je leta 1996 postalo glavna tema pogovorov v mestu, med incidentom v Virginiji, brazilskim Roswellom, ki je skupnost pustil zaskrbljeno, in v iskanju odgovorov, ki jih nikoli ne bi našli. Mesto v Minas Geraisu na jugovzhodu Brazilije je imelo 100.000 prebivalcev. Pomemben del njih pa je začel podajati nenavadne trditve, kar je privedlo do obsežnega medijskega poročanja in temeljite preiskave. Vse se je začelo 13. januarja 1996, ko je Carlos de Souza potoval v Minas Gerais iz São Paula. Namenil se je srečati s prijatelji za tisti dan. Imeli so načrt, da bi leteli z nekaj letali. Med potovanjem pa je Carlos postal priča nepojasnjenemu dogodku. Opazil je čuden predmet v obliki cigare, ki je letel naravnost proti njemu. Ni mogel ugotoviti, kaj je to bilo, vendar je bil njegov zadnji del močno poškodovan. Zanj je izgledalo, kot da je bil predmet obstreljen. Predmet je bil 300 metrov nad tlemi in je hitro izgubljal višino. Tik preden je dosegel avtocesto, je Carlos opazoval, kako je naredil nenaden popoln obrat, poletel na sprotno smer, za trenutek drsel in nato treščil naravnost v tla. Carlos je ustavil avto in se odpravil na kraj, kjer je videl, da je NLP strmoglavil. Ugotovil je, da je strmoglavil v bližini Bele hiše.
Iz njega je puščala kemikalija, ki je ožgala 40 metrov trave. Predmet, ki ga je videl, je bil približno velikosti šolskega avtobusa. Zdaj pa so bili okoli njega raztreseni ostanki, medtem ko je ležal ukopan v zemljo. Carlos je zaznal vonj po amonijaku in našel čudne ostanke, podobne foliji, ki se je sama obnavljala. Vojska je prispela in mu ukazala, naj se umakne. Teden dni kasneje so študenti videli bitje v bližini telovadnice, vendar je vojska hitro zaprla območje. Isto popoldne je skupina 3 žensk trdila, da so videle dvonožno bitje nezemeljskega izvora. Čepelo je na majhnem kosu zapuščene zemlje v mestu. Bilo je visoko okoli 150 cm in imelo je veliko glavo. Trdili so, da je bilo suho, z rjavo in oljnato kožo. Dan bi se končal z več nepojasnenimi opažanji nezemljanov in vsaj enim poročilom o NLP-ju. Ta nenavadna in vznemirjajoča preizkušnja ostaja nepojasnjena in še naprej vznemirja vse, ki slišijo zanjo. Številka 10. Na seznam 7 najbolj skrivnostnih arheoloških najdt na svetu se je uvrstilo Evangelij Marijnih žrebov, artefakt, ki je vsekakor nekoč ustrezal temu seznamu. Knjiga je bila stara vsaj 1500 let in je vsebovala nerazvozljiv evangelij. Mnogi so poskušali razvozlati koro tega starodavnega rokopisa, a vsi so spodleteli. Knjiga je bila napisana v vedno skrivnostnem egipčanskem koptskem jeziku, ki uporablja grško abecedo. Od njenega odkritja velja, da tako kot druga evangelija, tudi to evangelij opisuje rojstvo, življenje in smrt Marijinega edinega sina. To je bila zgolj domneva, saj je bil jezik, uporabljen za šifriranje skrivnih odlomkov, neberljiv. S časoma je Evangelij Marijnih žrebov izginil iz javnosti, medtem ko je še vedno zavzemal veliko prostora v mislih nekaterih zgodovinarjev. Zgodovinarji so bili še posebej očarani na to miniaturno knjižico in so se podali na pot odkrivanja resnic, ki jih je skrivala med svojimi stranmi. Februarja 2015 se je njihovo trdo delo končno obrestovalo, saj naslov Prej neznani evangelij je bil dešifriran prevladoval v spletnih novicah. Ugotovili so, da je Evangelij Marijnih žrebov povsem edinstven rokopis. Ko so raziskovalci prvič prevedli koptsko besedo za evangelij, so tudi sami domnevali, da gre zgolj za biografijo, vendar so še naprej razčlenjevali vsak del in ostali presenečeni ter z nepopustljivim vprašanjem. Ali Evangelij Marijnih žrebov govori o prepovedanih prerokbah? Uvodni odstavek je bralca zagotovo zavedel. V njem je pisalo, citiram, Evangelij Marijnih žrebov, matere Gospoda Jezusa Kristusa, ki je nad angel Gabriel prinesel veselo novico. Kdor bo šel naprej z vsem srcem, bo dosegel, kar išče. Le ne bodi dvomljiv. Ko so še naprej razpletali starodavni jezik, so odkrili, da evangelij ni toliko življenjska zgodba, ampak bolj kot čarobna osmica, napovedovalec prihodnosti, pomočnik, ki ljudem rešuje težave. Zdaj, ko je bila prepoznana kot orakljeva knjiga, so njihova prizadevanja razkrila niz 37 vprašanj in njihovih odgovorov, zelo malo omembe Jezusa. Zdi se, da je bil ta pogosto uporabljeni tekst uporabljen za vedeževanje. Nekdo, ki je iskal odgovor na vprašanje, ki ga je mučilo, je morda poiskal osebo, ki je imela ta rokopis. To vprašanje bi bilo izrečeno, nato pa bi naključni postopek razkril rešitev problema. Lastnik knjige bi bil vedeževalec, ki bi razlagal zapisane orakljeve izreke in pojasnil, kako naj posameznik, ki se sooča s težavo, odgovori. Vsako od 37 odlomkov je napisano dvomno, zato je vsak odprt za interpretacijo. Na primer, orakelj številka 34 se glasi: Pojdi naprej takoj, to je od Boga. Veš, glej, že mnogo dni zelo trpiš, a te to ne skrbi, ker si prišel v pristan zmage. V besedilih prevladuje več scenarijev stiske, nasilja, trpljenja in občasnih groženj. Čeprav je v preteklosti obstajalo veliko knjig usode, narejenih posebej za napovedovanje prihodnosti uporabnika, je bil ta rokopis edinstven zaradi ene besede – evangelij. Ekipa v arhivih še nikoli ni naletela na nobeno drugo knjigo usode, ki bi jo imenovali evangelij. Številka 9. Leta 2019 se je razvijala vse večja množica. Kriza, začetek pandemije je prevladoval v novicah. V Mehiki pa je bil strah, ki so ga doživljali, precej drugačen. Nekaj resnično zloveščega je zavzelo ulice, prežalo v sencah in strašilo prebivalce.
Prebivalci Kojde v občini Chiapas so ostali brez spanca, kukali skozi okna in se tresli v vsakem šulu. Mesto se je potem preveč balo zapustiti svoje hiše. Vrđeli so, da je tam nekdo, nekaj, kar preži v sencah in čaka na priložnost, da napade. Kar je to skrivnostno situacijo naredilo še bolj grozljivo, je bilo prepričanje, da je zalezovalec nečloveški, nekaj nadnaravnega izvora. Neodvisna poročila so začela preplavljati policijsko postajo in policisti so bili prisiljeni izdati javna opozorila, kar je med prebivalci sprožilo paniko. Opisi bitja so trdili, da je bilo visoko skoraj 2 metra, oddajalo neprijeten vonj, bilo neobčutljivo na krogle in je lahko skočilo skoraj 3 metre v zrak. Poročila so opisovala volkodlaka v Kojdi. Po noči so prebivalci lahko slišali njegov zavijanje, nekateri pa so se celo soočili z njim iz oči v oči, kar jih je zaradi strahu popolnoma izpraznilo barve. Prebivalci so opazili temno bitje, ki je hodilo po strehah in sosednjih hišah. V strahu so opazovali skozi okna, delno skriti in upali, da izvir ne opazi. Začeli so se pojavljati tudi fizični dokazi o bitju. Imeli so obliko podolgovatih odtisov tačk in nepojasnjenih prask, ki so segale globoko v trdo zemljo. Prepričanje, da po ulicah hodi volkodlak, je bilo tako resnično, da so sredi noči odmevali streli iz strelnega orožja. Nekateri pogumni prebivalci so se borili proti temu bitju, hkrati pa so v skupnost vnašali še več panike. Župnik lokalne cerkve je celo naročil ljudem, naj pred svoje domove postavijo sveče, saj je verjel, da jim bo to prineslo mir in odgnalo to skrivnostno bitje. Policija je preiskovala vse več poročil o volkodlakih v Kojdinem območju Aguaje, kjer so našli odtise stopal brez vidnega izvora z 10 čevljev dolgimi koraki, večjimi od človeških. Ker so prepoznali nevarnost, je policija aktivno preiskovala. Aprila 2020 so 3 policisti v Barrio Nuevo posredovali zaradi zavijanja in opažanj volkodlakov. Bili so priča bitju, ki je preskočilo skoraj 2 metra visoko ograjo in hodilo po strehah, s čimer so potrdili poročila prebivalcev. Vendar pa je pomanjkanje posnetkov in slik volkodlaka iz Cota povzročilo skepticizem. Brez fizičnega dokaza v obliki fotografije je obstoj volkodlakov ostal skrivnost. Kmalu so se pojavile lokalne razlage, ki so segale od jaguarjev in ocelotov do netopirjev in sov, nekateri pa so menili, da so bili očividci v temi preprosto zmedeni. Volkodlak iz Chiapasa je bil obsojen, da ostane trajna skrivnost. Je šlo za kolektivno histerijo, lokalno žival ali pa za nekaj bolj zloveščega, bitje iz folklore in strahu. Številka 8. Fascinacija z velikimi samotarskimi opicami, kot sta Bigfoot in Yeti, je morda zakoreninjena v zgodovini. Pred prihodom Homo sapiensa v Azijo je obstajal največji znani primat, Gigantopitek. Te izumrle opice, visoke od 6 do 10 čevljev in težke od 440 do 1100 funtov, so v času Pleistocena tavale po južni Kitajski, morda pa so segale tudi v Vietnam in Tajsko. Morda so sobivali s Homo erectusom še pred 100 000 leti, čeprav to ni potrjeno zaradi nejasnih skeletnih ostankov. Skrivnost njihovega izumrtja, ki ni bila posledica lova ljudi, je bila končno razrešena leta 2024. Raziskovalci so ugotovili, da je nezmožnost prilagoditve te vrste privedla do njenega izumrtja pred približno 100 000 leti. Analiza starodavne klime in fosilov je razkrila, da je bil Gigantopithecus prevelik in preveč specializiran prehranjevalec, da bi preživel podnebne spremembe. To se je zgodilo pred 700 000 do 600 000 leti, ko se je območje izsušilo in so se gozdovi s krošnjami spremenili v travnike polne grmičevja. Sadja, ki so ga najraje jedli, je nato začelo primanjkovati. Obraba njihovih zob kaže, da so iz obupa posegali po manj hranljivem lubju in suhih vejah. Za razliko od manjših primatov, ki so se prilagodili tako, da so se povzpeli v krošnje dreves in tam iskali nove vire hrane, Gigantopithecus zaradi svoje ogromne velikosti in počasnosti ni mogel prilagoditi, kar je na koncu privedlo do njegovega izumrtja. Številka 7. Paul Harley je bil družinski človek. Imel je ženo, 3 otroke in vnuke. Leta 2014 je delal kot varilec na železniškem omrežju in skrbel za svojo družino. V letih predtem je takrat 53-letni moški večkrat izginil.
Rekli so, da je trpel za duševnimi težavami, zaradi katerih je naključno odhajal, vendar so ga vedno hitro našli. Njegova družina pa mu je nudila podporo, ki ga je imela rada in skrbela zanj. Nekega nedeljskega dne pa se je življenje družine Harley zavedno spremenilo. Bilo je 28. septembra 2014, ko je Paul odšel iz svojega doma na Whiteford Avenue v Dumbartonu. Tokrat pa je bilo nekaj drugače. Moški se je tokrat odločil, da s seboj ne bo vzel mobilnega telefona, bančnih kartic ali hišnih ključev, čeprav jih je prej vedno imel s seboj. Ko je družina ugotovila, da se ne bo vrnil, so policiji prijavili, da je Paul pogrešan. Preiskave so bile izvedene, vendar je bil pogrešani moški tudi odrasla oseba, ki je odšel po lastni volji. Niso mogli storiti veliko, da bi našli nekoga, ki preprosto ni želel biti najden. Upanje, da bodo Paula kdaj našli, je začelo pojenjati, ko so meseci minevali. Kljub temu so si obupano prizadevali ugotoviti, kaj se je zgodilo. Ker so verjeli, da jih njihov oče nikoli ne bi zapustil, so se otroci na vse pretege trudili razvozlati skrivnost. Pri iskanju odgovorov so uporabili zasebne detektive, javne pozive in celo vedeževalce. Družina ni verjela v vedeževalce, vendar so bili odločni, da izkoristijo vse razpoložljive vire. Nekateri izmed teh jasnovidcev so trdili, da je, citiram, izginil, drugi pa so namigovali, da je v vodi. Nihče ni mogel ugotoviti, kje je ali kakšna je njegova usoda. Iskanje so njegovi otroci označili za nočno moro, saj so bili strtega srca, ker niso dobili nobenih odgovorov. Meseci so se spremenili v leta in kmalu je izginil še zadnji košček upanja. Paul Harley je bil pogrešan in ni želel, da bi ga našli. Leta so se vlekla brez novih informacij, brez opažanj in brez trupla. Potem se je zgodilo nekaj nenavadnega. Leta 2021 se je začela širiti slika, ki je izvirana iz Glasgowa. Na sliki je bil moški oblečen v topla oblačila, ki je sedel v snegu, medtem ko so okoli njega padale snežinke. In čeprav niso mogli videti njegovega obraza, se je upanje Paulove družine ponovno prebudilo. Dobrodelna organizacija iz Glasgowa je leta 2018 ponudila zavetje brezdomcu, katerega fotografija je krožila in za katerega so verjeli, da je Pavel Harley pogrešan od leta 2014. Njegova družina je odpotovala v Glasgow, le da bi izvedela, da je bila fotografija stara. Kljub morebitnim opažanjem je aktivist trdil, da moški na fotografiji ni želel biti najden, vendar ni mogel potrditi, ali je bil to Pavel. Pavel je izginil nekaj dni pred načrtovano selitvijo, kar je njegovo izginotje naredilo še bolj skrivnostno. Številka 6. El Niño in La Niña sta podnebna vzorca, ki se pojavljata samo v Tihem oceanu, vendar lahko vplivata na vreme po vsem svetu. Med običajnimi pogoji v Tihem oceanu pasatni vetrovi pihajo v zahodni smeri vzdolž ekvatorja. Vode se segrejejo ob Južni Ameriki in nato premikajo proti Aziji. Da bi nadomestili toplo vodo, proces, znan kot dvigovanje, prinese hladno vodo iz globin morja na površje. El Niño in La Niña sta si nasprotna, dva podnebna vzorca, ki prekinjata običajno stanje. Obdobja kateregakoli od njiju lahko trajajo od 9 do 12 mesecev naenkrat in se pojavijo vsakih 2 do 7 let. Oba cikla sta znana po tem, da povzročata požare v naravi, vplivata na vreme in vplivata na ekosisteme kot celoto. El Niño se pojavlja pogosteje in je značilen po oslabljenih pasatnih vetrovih. Topla voda je potisnjena nazaj proti zahodni obali Amerike. Izraz pomeni mali deček v španščini in je bil prvič zabeležen že v 17. stoletju. Ta pojav je znan po tem, da pomembno vpliva na vremenske vzorce, povzroča sušna obdobja v nekaterih regijah in poplave v drugih. Skozi neumajno analizo so raziskovalci in znanstveniki izvedeli veliko o teh podnebnih vzorcih, ki zvenijo kot nenavadni in nepojasnjeni pojavi. Ampak o njih vemo skoraj vse, kar se da vedeti. Kje je torej skrivnost? Izkazalo se je, da so raziskovalci, ko so oblikovali svoje domneve in trditve o El Niño, postali preveč samozavestni v svojih idejah. Znanstveni modeli, ki so poskušali razložiti ta nihanja, so nakazovali, da je zemljino zibanje skozi vesolje vzrok za te nepredvidljive dogodke. Trdili so, da različne ravni sončnega sevanja vplivajo na moč teh pojavov. Modeli so namigovali, da so bili pretekli dogodki običajno šibkejši od tistih, ki jih doživljamo danes. Toda nedavna je bila prav ta ideja postavljena pod vprašaj in pojavil se je nepričakovan element, ki je spodbudil novo pripoved.
Morski školjke. Raziskovalci so verjeli, da so natančno kartirali pretekle pojave El Niña, vendar je neopazen kupček morskih školjk nakazal drugače. Z analizo velikega kupa školjk, ki so jih zavrgli staroselci današnjega Peruja, so se pojavili temeljiti dokazi, nekakšen klimatski zapis. Znanstveniki so preučevali razmerja kisika v školjkah, a so naleteli na nekaj zastrašujočega. Niso se ujemala z vzorci, ki so jih napovedovali modeli, na katerih je skupnost temeljila svoje predvidevanja. Analiza školjk je razkrila, da sta bila celoten model in vsi kasnejši zaključki napačni. Zdi se, da El Niño nima nobene povezave s sončnim sevanjem. Namesto tega pa so raziskovalci ugotovili, da so bile ogromne količine ledu in vode, ki jih sproščajo taljajoči se ledeniki, močno podcenjene. Ne samo, da so se zmotili glede vzroka dogodka, znanstveniki so se zmotili tudi glede tega, kako dolgo El Niño že obstaja. Tudi na to so odgovore ponudile školjke. Izkazalo se je, da je bila takšna dejavnost v Tihem oceanu prisotna že pred 10.000 leti in je bila v zgodnjem holocenu pogosta ter močna. Številka 5. Leta 2007 je drugačna vrsta skrivnosti prevladovala v mednarodnih naslovnicah, pri čemer so bile Kanalski otoki v ospredju. Bilo je 23. aprila, ko je Ray Boyer, pilot Kanalskih otokov Združenega kraljestva, vstopil v letalo Trilander. Upravljal je rutinski let iz Southamptona in bil na poti proti Alderneyju, najbolj severnemu delu otoka. Ko je let GR 544 tistega popoldneva poletel, se je zdelo, da je vse v redu. Le nekaj minut kasneje pa je občutek miru začel izginjati, ko sta Ray in 5 njegovih potnikov opazila nekaj nepojasnjenega. Letalo je bilo le 30 milj oddaljeno od otoka in 4000 čevljev visoko, ko so to opazili. Le 40 milj zahodno od Alderneyja je lebdel nenavadno oblikovan predmet. Bil je dolg, tanek in oster, njegova svetlo-rumena barva pa je izstopala na modrini oceana. To nenavadno vozilo je nepremično stalo na višini 2000 čevljev v zraku. Sprva je Ray mislil, da je veliko bližje njegovemu letalu, ne več kot 10 milj stran. Ko je ugotovil, kako daleč je bilo, so se pokazale prave razsežnosti predmeta in bil je ogromen. Ray in njegovi potniki so menili, da je bil predmet bistveno večji od Boeinga 737 in trdili, da je moral biti širok 1 miljo. Vendar to ni bilo vse, kar so videli Ray in njegovi potniki. Ko so leteli mimo nenavadnega plovila, jim je nekaj drugega padlo v oči. Ko so se približevali Alderneyju, so v bližini opazili še en predmet, enak prvemu. Tokrat je lebdel nad Guernseyjem, vendar je bil viden le 9 minut. Zaskrbljen zaradi tega, kar je videl, je Ray vzpostavil stik z letalskim nadzorom na letališču Jersey. Neverjetno, Ray ni bil edini, ki je poklical in prijavil 1 ali 2 skrivnostni plovili. Patrick Patterson, še en pilot, ki je letel v nasprotni smeri, je videl isto stvar. Pilot je prihajal z Blue Islands in istočasno letel proti Jerseyju. Ko je letel mimo Sarka, je šel mimo nenavadnega predmeta, ki je lebdel na njegovi levi strani. Plovilo je opisal kot tanko, rumeno in podobno kompaktni plošči. Bilo je tudi na točno istem mestu, kjer ga je trenutke prej opazil Ray. Zgodba je postala še bolj nenavadna, ko so ljudje na tleh začeli poročati o istem. Guernseyjev BBC Radio je poročal, da sta 2 prebivalca Sarka videla 2 neverjetno svetla, rumena predmeta, ki sta visela na nebu. Letalski nadzor je te predmete spremljal tudi na radarju 55 minut, preden so izginili. Kljub preiskavam, leto kasneje znanstveno poročilo iz leta 2008 ni našlo nobene vojaške dejavnosti ali eksperimentov na tem območju in trdili so, da kontrola zračnega prometa na Kanalskih otokih zdaj ni več seznanjena s temi predmeti. Strokovnjaki predmetov niso mogli identificirati, zato so podali nekoliko verjetne razlage, kot so sončni psi ali odsevi. A vendarle, NLP-ji nad Rokavskim prelivom ostajajo nepojasnjeni. Številka 4. Tibetanska planota, eno najvišje poseljenih območij na Zemlji, je bila na svojih vzhodnih obrobjih dom starodavnih neznanih civilizacij. Neolitska skupina je uspevala v razgibanih vešavjih vse do nenadnega množičnega izseljevanja okoli leta 2000 proti neštega štetevo, ki je sovpadalo s skrivnostnim izginotjem njihove osnovne poljščine, prosa. Ta regionalni zlom je tisočletja begal arheologe.
Stoletja so se ti zgodnji naseljenci zanašali na proso iz severne Kitajske, da so preživeli sebe in svojo živino. Po 4000 letih je ta poljščina nepričakovano izginila in seboj odnesla tudi civilizacijo. 300 let kasneje so novi naseljenci uspešno gojili pšenico in ječmen, kar je zgodovinarje pustilo v dvomih, zakaj je ena poljščina propadla, medtem ko sta drugi uspeli. Skrivnost tibetanske prosa je bila končno razrešena leta 2015 strani arheološke ekipe pod vodstvom Jade Guedes. Z uporabo nove tehnologije in dokazov so odkrili, da je bil krivec podnebne spremembe, ki niso le sodoben problem. Proso je uspevalo v toplem holocenskem klimatskem optimumu, vendar je okoli leta 2014 nenadno obdobje ohladitve onemogočilo njegovo pridelavo, kot je bilo objavljeno v zborniku Nacionalne akademije znanosti. Ko so izgubili svoj glavni vir hrane, so bili prvotni prebivalci prisiljeni zapustiti planoto. Ekipa Get je prav tako ugotovila, da je bil kasnejši uspeh pšenice in ječmena posledica njune sposobnosti uspevanja v hladnejših razmerah, zaradi česar sta nadomestila proso kot osnovno tibetansko živilo. Ironično je, da lahko sodobno globalno segrevanje danes koristi prosu, saj je tibetanska planota zdaj eno najhitreje segrevajočih se območij, kar bi lahko omogočilo, da pozabljena semena ponovno pridejo na dan. Številka 3. Nenavadna zgodba o Tasadajih se začne na otoku Mindanao, v odmaknjeni provinciji Južni Cotabato. Leta 1971 se je ime Tasadaj prvič pojavilo, čeprav naj bi jih odkrili že nekaj let prej. Šele tisto leto je lokalni lovec The Fall, ki je lovil v gozdovih Južnega Cotabata, prinesel nenavadne novice Manuelu Elizaldeju. Elizalde, vodja Panama, filipinske vladne agencije, namenjene zaščiti kulturnih manjšin v državi, je bil zaradi informacij, ki mu jih je prinesel The Fall, zmeden, a hkrati tudi zelo radoveden. Uradniku je povedal, da je pred nekaj leti med lovom naletel na skrivnostno skupino ljudi, ki so živeli na primitiven način. Ko je vzpostavil stik s to domnevno skupino, je The Fall postal njihova edina povezava z zunanjim svetom. Zanimanje je hitro naraslo in Elizalde je ukazal, naj se organizira srečanje s to nedotaknjeno skupnostjo, saj je bil željan izvedeti več o njihovem izvoru in kulturi. Tako je The Fall to tudi storil in 7. junija je bil uradnik uradno predstavljen Tasadajem. Domnevno je skupino sestavljalo 27 ljudi, ki so pripadali 6 stabilnim družinam. Živeli so v jamah, globoko v džungli Mindana in živeli kot nabiralci. Njihova tehnologija je bila podobna tisti iz kamene dobe, zaradi česar je Elizalde verjel, da so zadnji preživeli iz obdobja kamene dobe popolnoma nedotaknjeni z modernostjo. Vsa orodja, ki so jih imeli, so bila narejena iz lesa in kamna. Niso imeli kmetijstva, niso znali loviti in niso imeli orožja za vojskovanje. Po srečanju je Elizalde objavil svoja odkritja in to skrivnostno skupino opisal kot miroljubno, brez sredstev ali besed za vojno ali orožje. Niso gojili nobenega sovraštva in so živeli nedotaknjeni. Tisto leto je odkritje Tasadajev zasenčila vojna v Vietnamu, ki je še vedno trajala. Podobe nasilja in naslovi, ki so namigovali na nove smrtne žrtve, so prevladovali v časopisih. Toda za revijo National Geographic je to odkritje prevladovalo v njihovih samostojnih naslovih. 32-stranska naslovna zgodba v reviji National Geographic in dokumentarni film sta bila izdana leto kasneje. Govorila je o Tasadajih, srečanju in njihovi primitivni kulturi. Seveda, ko so bile informacije razkrite javnosti, nihče ni nameraval pustiti kamnite dobe družbe, da bi se razvijala po svoje. Domnevno so se v gozdove odpravile tudi slavne osebnosti, kot sta Charles Lindbergh in Gina La Lollobrigida, v upanju, da bi uzrle skrivnostno skupino. Fotografi in novinari so prav tako preplavili džungle, poročali, fotografirali in motili okolje. Na to je prišlo 11 antropologov, od katerih nobeden ni ostal dlje kot 6 tednov naenkrat. Dostop je nadzoroval Elizalde, ki je skušal zaščititi najdbo, hkrati pa iz nje tudi zaslužiti. Potem pa so Tasadadži prav tako nenadoma, kot so se pojavili, izginili. Leta 1976 je bil uveden prepoved vseh obiskov k ljudem iz gozda. Uvedel jo je predsednik Marcos. Naslednjih 10 let so vse novice o Tasadajih prenehale prihajati. Večina ljudi je začela pozabljati na nenavadne zgodbe, ki so jih slišali, in zamisel o družbi iz kamene dobe je zbledela.
Leta 1986 je revolucija ljudske moči odstavila predsednika, kar je ponovno omogočilo dostop do plemena Tasadaj. Ob preiskavi je bilo pleme izginilo, člane pa so našli, kako živijo med lokalnimi skupnostmi, zaradi česar so antropologi razglasili Tasadaj za prevaro. Toda ameriški jezikoslovec Lawrence Reed je kasneje preživel 10 mesecev s Tasadaji in ugotovil, da so bili resnično izolirani z edinstvenimi kmetijskimi praksami in posebnim narečjem. Domneval je, da so bili izolirani vsaj 150 let, ne 1000, in da je njihov jezik povezan z Manobo. Elizalde, ki je pobegnil, se je vrnil in celo pomagal Tasadajem dobiti tožbo proti profesorjem, ki so jih označili za prevaro, zaradi česar je resnica o plemenu ostala skrivnost. Številka 2. Prednja zavesa se odpre v 30 letih prejšnjega stoletja, napetosti naraščajo in vse skupaj doseže vrhunec v gledališki predstavi, ki so naša življenja. Bil je začetek druge svetovne vojne in svetovni konflikt med silami osi in zavezniškimi silami je dosegel prelomno točko. Nemčija je sprejela provokativno odločitev, ki je vodila do neizogibnega zloma in nepotrebnih pokolov. Leta 1939 je Nemčija pod diktaturo napadla Poljsko, kar je sprožilo najbolj smrtonosno vojno v vsej človeški zgodovini. 60 milijonov smrti, genocid in prva uporaba jedrskega orožja v zgodovini. Iz očitnih razlogov so bili ti dogodki najbolj znani. Prevladovali so v zgodovinskem konfliktu in služili kot tančica, ki je zakrivala manj znana dejanja, ki so bila prav tako grozljiva. V zadnjih letih smo izvedeli, da nemški vojaki niso le zlorabljali, mučili in pobijali svojih nasprotnikov, temveč so tudi kradli pomembne zaklade, znamenita umetniška dela in neprecenljive artefakte. Imeli so tudi nagnjenje k sežiganju knjig. Ko so imeli vojaki nekaj prostega časa, so se pogosto udeleževali tudi manj dokumentiranega uničevanja krajev kulturne dediščine in objektov. To je bilo nedvoumno kulturna čistka, značilno za totalitarne režime. Med ključnimi ustanovami, ki so bile zravnane z zemljo in spremenjene v prah, je bilo tudi novo judovsko pokopališče v Königsbergu. Pokopališče, zadnje počivališče pokojnih, se je nahajalo v Kaliningradu in je delovalo le 10 let, saj je bilo prvič odprto leta 1928. Na njem je stala izjemno zasnovana pogrebna dvorana, ki jo je ustvaril sam Erich Mindelssohn. Na žalost je ta nemški arhitekt opazoval, kako so vojaki vdrli v sveti kraj in vse uničili. Vdrli so leta 1938, le eno leto pred vojno. Dvorana je ležala v ruševinah, grobnice so bile uničene. In žalost se je ponovno pojavila. Sčasoma bi uničenje pokopališča Königsberg zbledelo iz našega kolektivnega spomina. Niti v zgodovinske knjige ne bi prišlo. Toda več desetletij bi ruševine ostale kot opomin prebivalcem Kaliningrada na vznemirjajoča dejanja, ki so se tam zgodila. Vendar pa je leta 2010 to zgodovinsko mesto ponovno pritegnilo pozornost javnosti. Judi, ki so bili člani zgodovinskega društva v Berlinu, so se odločili pregledati območje, potem ko so odkrili, da je nekaj dolgo ostalo neopaženo. Ko so prebirali med kupi kamenja in odstranjevali listja ter prah, so našli nekaj, česar se diktatura ni dotaknila. To je bil en sam nagrobnik, prevrnjen na hrbet. Na hrbni strani je bilo zapisano ime Jakub Klimovski. Po podatkih zgodovinskega društva jim je bila judovska družina Klimovski znana, vendar se tam informacije končajo. Raziskovalci niso našli nobenih nadaljnih sledi o tem, kdo je bila ta skrivnostna oseba. O njem ni bilo nobenih zapisov, tako je vprašanje desetletje ostajalo odprto. Kdo je bil ta človek? Zgodovinarji in raziskovalci, ki so se posvetili iskanju družin izgubljenih žrtev vojne, so se odločili, da ne bodo odnehali. Odgovore so si želeli prav tako kot vsi drugi, tudi če je to pomenilo desetletja iskanja in raziskovanja. Prav ta prizadevanja so se na koncu obrestovala, čeprav šele 10 let kasneje. Društvu je uspelo izslediti nekatere njegove potomce, ki niso imeli pojma, da je bil njihov prednik eden bolj znanih posameznikov tistega časa. Niti niso vedeli, da je bila med stotinami pokopanih na pokopališču njegov grob edina, ki je ostala nedotaknjena. S pomočjo primerjave DNK in preverjanja zapisov je bilo potrjeno, da so raziskovalci našli pravo družino.
Da bi družbi omogočili boljši vpogled v to, kdo je Jakob v resnici bil, so potomci priskrbeli prav tiste dokumente in fotografije, za katere so nekoč mislili, da so izgubljeni. Prav tiste dokumente, ki so razkrili življenje prej neznanega moškega. Ob koncu leta 2020 so se vsi koščki sestavljanke združili in razkrili pozabljeno skrivnost. Jakob je, kot se je izkazalo, živel v Königsbergu s svojo ženo in njunima 2 otrokoma. Bil je veteran 2. svetovne vojne na nemški strani, kar je šokiralo zgodovinsko skupnost. Leta 1933 je bil Jakob star 55 let in je iz nejasnih razlogov potreboval nujno operacijo. Zaradi domnevnih zapletov je kmalu zatem umrl in bil pokopan na novem judovskem pokopališču v Königsbergu. Leta 1939, ob začetku vojne, se je njegova družina izselila. Njegovi vnuki in pravnuki so se razpršili po vsem svetu. Danes živijo v Izraelu, Združenih državah Amerike in Švici in niso imeli pojma, kdo so bili njihovi dedje in pradedje. Moški, edini ohranjeni nagrobnik, skrivnost, veteran in dokaz, da še ni vse izgubljeno. Številka 1. Baloni v morju predstavljajo uganko, je pisalo v naslovu enega časopisnega članka iz leta 1967. Namigovalo je na nekaj otroškega. Baloni so bili vedno povezani s klovni, zabavišči in praznovanji. Toda zakaj bi medije tako zelo zanimalo, da je rojstnodnevni okras pristal v oceanu? To je zato, ker je bilo odkritje balonov v nevarnem času, ko bi lahko vsak predmet zamenjali za orožje. Navsezadnje je bilo to obdobje hladne vojne. Bilo je 29. junija, ko so v Atlantskem oceanu opazili nekaj, kar je plavalo na vodi. To je bil zabojček, nič večji od škatle za kruh. Od njegovem odkritju ob obali Floride, blizu Hallandala, so se napetosti takoj pojavile. Navice so se razširile, da so se diplomatske vezi med Sovjetsko zvezo in Kubo okrepile, kar je predstavljalo večjo grožnjo Združenim državam. Tako je bila, ko so zaboj opazili, kako se ziblje na vodi, poslana ameriška obalna straža, da razišče primer. Njihovi sumi so bili takoj potrjeni, ko so ugotovili, da je bil zaboj označen z napisom lastnina SZ. Naslov pa je kazal, da predmet izvira iz Inštituta za mineralne vire Kube. Z največjo previdnostjo so škatlo odstranili iz mode. Nadaljne preiskave pa so potekale v pisarni. Počasi in previdno so zaboj odprli, v njem pa je bilo nekaj resnično zmedenega. Uganka, kot je nakazoval naslov. V zaboju je ležalo 7 rumenih balonov, vsak s pritrjenim črnim gumijastim zamaškom. Tako je bilo to opaženo kot nenavadno in morda zlovešče, vendar so se pojavila še dodatna vprašanja. Ko so si oblasti podrobneje ogledale zaboj, so na njem našle oznako teže. Skupna teža paketa je bila 50 kg oziroma približno 110 funtov. Ko so ga stetali, pa je tehtal le 13,6 kg oziroma 30 funtov. Izgubljena je bila precejšnja količina teže. Kam je izginil preostanek? Kmalu so ugotovili, da je zaboj plaval v vodi do 8 tednov, potem ko naj bi bil poslan iz Leningrada v Rusiji. Čas, ki ga je zaboj preživel na vodi, je morda omogočil, da je zrak iz balona ušel. Namig, da so bili baloni nekoč napolnjeni, je predstavljal skrivnost. V sobi, kjer je stal zaboj, so se okoli njega zbrali častniki in izrečena je bila zastrašujoča misel. Kaj pa, če so bili baloni napolnjeni s strupenim plinom? Ta predlog seveda ni bil nemogoč. Obdobje hladne vojne je bilo nasilno in vsaka vpletena stran bi raziskala vse možne načine popolnega uničenja. Ni presenetljivo, da bi bila uporabljena biokemična vojna. Ta pretresljiva zamisel je bila temeljito raziskana, vendar na samih balonih niso našli nobenih znakov strupov ali toksinov, poleg tega pa so že kar nekaj časa plavali po vodi. Nobeno obalno območje ni poročalo o znakih zastrupitve zraka, vendar bi se lahko pojav simptomov spregledal ali pa bi jih zamenjali za navaden prehlad. Ker ni bilo nobenih dokazov, ki bi nakazovali na kakršnokoli trdno zgodbo, so 7 rumenih balonov shranili v arhiv in čakali na dodatne dokaze, ki bi lahko ponudili kakšno razlago. Medtem pa so približno 200 km stran v Maratonu odkrili drugi zaboj, ki je bil enak prvemu in je plaval po vodi. Strah se je vrnil. V zadevo so vključili znanstvenike, ki so ugotovili, da je bila vsebina, ki je polnila balone v prvem zaboju, nič drugega kot zrak, kar je skrivnost še poglobilo.
Kljub obsežnim preiskavam in pozivom za informacije se nikoli ni pojavila nobena razlaga, zaradi česar je 7 rumenih balonov Sovjetske zveze ostalo zloveščo uganko. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb za všeček. Prav tako ne pozabite se naročiti in klikniti na zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 neznanih in se vidimo v naslednjem videu.